Pozdravljeni! V tem videu bom razložil pomen motivacije odraslih v izobraževanju. Spregovoril bom tudi o ovirah, s katerimi se srečujejo odrasli in kako jih premagujemo. Učenje odraslih ni le nadaljevanje šolanja, gre za osebno odločitev, ki ima svoje razloge in cilje. Odrasli se vključujejo v izobraževanje zaradi različnih motivov. Nekateri si želijo osebnega razvoja, drugi želijo izboljšati svojo zaposlitev ali socialni položaj. Tretji se učijo zgolj iz radovednosti. Motivacija je kompleksna in individualna, zato je tako pomembna, da jo izobraževalci odraslih razumemo. Motivacija se začne s potrebo, željo, ki vodi k določenemu cilju. Temu sledi izbira poti ali strategije, kako cilj doseči. Primer. Če sem lačen, to je motiv, si želim hrane, cilj, in se odločim, da grem v restavracijo, to je strategija. Podobno je pri učenju. Če si želim, na primer, napredovanja v službi, motiv, vem, da potrebujem višjo izobrazbo, cilj, in se zato vpišem v program za pridobitev izobrazbe, strategija. Teorija pričakovanj pravi, da se učimo, kadar verjamemo, da bomo uspešni in da se trud splača. Zato moramo izobraževalci udeležencem pokazati smisel učenja in krepiti njihovo zaupanje, da zmorejo. Po Maslowu človek najprej potrebuje zadovoljene osnovne potrebe. To so varnost, spoštovanje, pripadnost, preden lahko doseže samo uresničitev. Enako velja za učenje. Če se odrasli v izobraževanju počuti ogroženega, neslišanega ali nevrednega, se težko osredotoči na novo znanje. Zato je pomembno, da ustvarimo okolje, kjer se odrasli počutijo sprejete, varne in upoštevane. Najboljše učenje se zgodi, kadar je človekovo temeljno dostojanstvo spoštovano. Potreba po samouresničitvi pride šele potem in takrat se razvije notranja motivacija. Odrasli se na poti do znanja pogosto srečujejo z ovirami. Te ovire lahko razdelimo v 4 skupine: situacijske, institucionalne, dispozicijske in digitalne. Vsako od teh ovir pa lahko skušamo premagati, če jih pravočasno prepoznamo in nanje ustrezno odgovorimo. Situacijske ovire so povezane z zunanjimi okoliščinami, kot so pomanjkanje časa zaradi službe, skrbi za družino ali finančne omejitve. Če ima udeleženec premalo časa zaradi službe ali družine, mu lahko pomagamo tako, da izobraževanje organiziramo v večernih urah ali ob koncu tedna. Izobraževanje lahko izpeljemo tudi prek spleta. Z finančnega vidika udeležencu lahko pomagamo tako, da mu omogočimo obročno plačevanje šolnine ali pa da ga informiramo o možnostih brezplačnega izobraževanja. Pomembno na te ovire vpliva tudi država preko financiranja izobraževalnih programov. Institucionalne ovire so stvar izobraževalnih institucij. Izhajajo iz sistema izobraževanja, na primer iz zapletenih postopkov za vpis, nejasnih informacij ali preveč neprilagojenih programov. Če udeleženec naleti na nejasne postopke za vpis ali togo vsebino, jo lahko skupaj poenostavimo in prilagodimo njegovim izkušnjam. Dispozicijske ovire so notranji zadržki posameznika, kot so dvom vase, slabe izkušnje iz preteklosti ali strah pred neuspehom. Če posameznik dvomi vase ali je mnenja, da ni za šolo, mu kot izobraževalci lahko ponudimo pohvalo in omogočimo varno učno okolje. Na ta način mu pomagamo, da ponovno zgradi zaupanje vase. V današnjem svetu ne smemo pozabiti tudi na digitalno izključenost, ki postaja vse pogostejša ovira tudi z vidika dostopnosti izobraževanja. Če ugotovimo, da ima udeleženec pri učenju težavo za uporabo učne tehnologije, mu moramo pomagati in ga postopno uvajamo v spletno okolje. Če je potrebno, mu omogočimo dostop do spleta in računalniške opreme. Poleg tega krepimo njegove digitalne spretnosti, ponudimo tehnično in strokovno podporo. Vsaka ovira skriva v sebi tudi priložnost za osebno rast, če jo razumemo kot izhodišče, ne pa kot prepreko.
Izobraževalci odraslih imamo pomembno vlogo, ko pomagamo odraslim graditi pot do novega znanja in usposobljenosti ter k osebnostni rasti. Vsakič, ko nekomu pomagamo razumeti, da zmore, da je sposoben in da ima pravico do učenja, prispevamo k njegovemu uspehu, ne samo v izobraževanju, ampak tudi v življenju. Delo izobraževalca odraslih je dragoceno, ker omogoča, da ljudje ponovno odkrijejo svoje zmožnosti, presežejo dvome in uresničijo cilje, ki so se jim morda dolgo zdeli nedosegljivi. In prav to je smisel izobraževanja odraslih.